Lep in prijazen dan želim iz Kopra. Tukaj pred seboj vidite ozadje starega mestnega jedra. Mi se bomo zapeljali en krog po Kopru, da vam pokažemo nekaj zanimivosti iz tega obalnega mesta. Ena od zanimivosti, ki jih boste lahko videli takoj tukaj, je sicer ta objekt na levi strani, ki je, ne boste verjeli, zapor. No, zraven zapora imajo veliko trgovsko družbo Interspar, Obi, pa Miller in tako dalje, se pravi velik trgovalni center ali središče. In tule bomo mi v tem krožnem prometu zapeljali, kot da bi peljali proti Ljubljani, vendar ne bomo peljali tja, ampak bomo se zapeljali mimo Luke Koper, ki jo boste videli z dveh vidikov. Če bi tu šli naprej, bi prišli do Ankarana ali Trsta ali Ljubljane, in pa bomo seveda tukaj zavili desno in se zapeljali, kot rečeno, proti Luki Koper. Tam vidite velike žerjave, ki raztovarjajo tovore, ki prihajajo v našo luko. Na levi strani pa vidite dva objekta, ki sta namenjena bila nekoč Interevropi, zdaj pa sta v lasti Pošte Slovenije. Zakaj Pošte Slovenije? Žal ne znamo povedati, ker v bistvu to so kupili, medtem ko pa po Sloveniji zapirajo različne svoje podružnice. No, tudi naravnost je upravna zgradba Luke Koper, tole vidite na desni strani. Mi pa se bomo seveda zdaj zapeljali proti središču mesta. Danes je nedelja, 9. avgusta, in kot vidite je zelo prazna. Koper prazen, vse so tudi Koprčani potrebni počitki, so se šli nekoliko posončiti, nekoliko poplavati v tukaj bližajočem morju, bližajoči se obali. No, zdaj smo še vedno v delu, ki mu ne moremo reči, da je staro mestno jedro. No in zdaj pa smo že počasi v delu, ki mu to lahko rečemo. No, tule bomo zavili levo z avtomobilčkom, avtobuskom, kako polja, avtobusom, mini avtobusom, ki vas bo pripeljal po različnih koprskih ulicah, in sicer kar zastonj. To je isto, kot ga imajo recimo v Ljubljani, ker pravijo kavalir, kar pa s kavalirstvom ima velike povezave, recimo da je tako. No, v tem delu se bližamo
področju povozne ceste za stopno središče mesta. To bomo tudi storili, da vidite, kakšno je stanje, ko je v mestu, ko je nedelja in ko je praktično primorska prestolnica brez velikega števila ljudi. No, tukaj na levi strani imajo tržnico, v kateri lahko najdete tako domače, kot tudi nekatere sadje in zelenjavo iz tržnice, ki jo pripeljejo bližjočega Trsta ali pa njihove veletržnice, kako ljubše. Danes bo tu zopet živo in zabavno. Če boste v Kopru zvečer, boste deležni zanimive prireditve z lokalnimi jedmi in seveda pijačo. No, to je mini marina, eno prehliški, za katerega plačate 50 centov za prvo uro, naslednjo uro pa seveda 1 evro. No, to je njihovo srednje kopališče, ne pokopališče, ampak kopališče. In to je cesta, ki pelje mimo naše Luke Koper. Neverjetno popolno je kopališče v Kopru, ampak v kratkem bodo vse drugo leto imeli še eno vse tja do Žusterne, ki ga gradijo in zdaj čakajo na dokončanje. Vidimo, tule naredili en krog za to, da vidite luko v tem našem posnetku. Ravno je prišla v pristan ladja APL, odkot prihaja s tem hotelom, ne vemo, ampak tako da ste videli tudi luko in žerjave, ki čakajo, da bodo začeli z raztovorom. Mi se peljemo po vozni cesti naprej, po levi strani še vedno vidite luko z žerjavi in različnimi dvigali. Tale objekt je bil namenjen za skladišče soli, seveda danes ne služi temu namenu, ne vem, čemu služi. No, tukaj je v tem objektu Venecijana, natančno, kako prespite, zveni pa zelo slovensko, Venecijana, to je isto. Venečanka. No, zdaj smo tam, ko smo bili nekoliko prej, ko smo zavijali v ta del, na levi strani, kot rečeno, vidite upravno zgradbo Luke Koper, na desni pa zgradbo, ki jo je od Intereurope kupila Slovenska pošta. No, mi bomo tukaj zavili še enkrat. Ta del, če hočemo predstaviti ta del mesta tudi drugače, to je že kar nekaj zemljišča, ki ga je mogoče
pozidati za različne namene. Tukaj pa si lahko privoščite na levi strani vidite stanovanjsko zgradbo, ki je v domeni slabe banke in jo prodajajo. Zato, ker je tisti, ki je hotel zložiti velike milijone, propadel. Imamo šli tukaj pridete do železniške in avtobusne postaje. Če bi šli naravnost čez to križišče, kar pa seveda mi ne bomo storili, se bomo zapeljali proti Izoli oziroma na poti proti Portorožu. A to je tak planet Koper, zanimiv velik tržno-poslovni objekt. In zdaj smo že v področju Trebnje-Kozlovijev center ali pa se zapeljali proti Hrvaški meji oziroma Portorožu. No, to je ta del in tukaj smo zdajle že na vstopu v cesto, ki nas bo povezala z hitro cesto med Ljubljano in Koprom, naprej še delček tudi do Izole. Spoštovani in spoštovani, to je bil naš kratek utrinek posebej za vas. Poglejmo še eno stvar, koliko stane dizel 1,39, benzin pa 1,49. Tu se bi z zavojem v desno lahko zapeljali proti Šesterni. Mi pa seveda tega ne bomo storili, ampak bomo preko znamenitega, več let grajenega tunela Markovec vstopili v tunel in se zapeljali proti Izoli. No, tukaj v desni strani pa je množica avtomobilov,